Živimo v času, ki po eni strani kar kliče po sanjah, po drugi strani pa je to obdobje strahu, negotovosti, nepristnosti, ne nazadnje nam verze pišejo že algoritmi, zato pa je nujno, da začenjamo sanjati, zato sanje občajo. Jaz sem sicer novinar, tukaj sem pa v vlogi človeka, prijatelja sanj, čaja, predvsem pa prijatelj dobrih misli, velikega človeka, ogromnega srca, s katerim bomo danes popili ta čaj in se pogovarjali, patra doktorja Karla Gržana. Karel, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Kako se počutiš tukaj? Tremo imam, jaz imam vedno tremo. Kako mislijo, da? Drugač pa pozdravljam vsakega od vas. Verjamem, da sem sredi razmišljujočih ljudi. Že ko vas zaznavam, čutim, da je misel tista, ki nas povezuje, da je misel tista, ki nam odpira nove horizonte. V tej medsebojni povezanosti smo drug drugemu tista možnost, da mislimo naprej, nadaljne, ne? In da imamo v sebi ta potencial novega sveta, bolj žlahtne človečnosti, ne? Ki se budi po vsakem izmed nas. Ne? Tu ni več tistih, bi rekel, bolj ali manj pomembnih, ampak je tu polna pomembnost v sleherniku, ki sanja, ki kreira, ki prebuja novi svet, ker vemo, da je to, kar je sedaj, dejansko res zaton nekega obdobja in rojstvo novega. In tega se veselim na svoj način, doživljam, kako je milostno živeti v tem času. Nekdo mi je rekel, da smo se drenjali, kater bo lahko vstopil v ta čas, ne zato, ker je enostaven, ampak zato, ker je res redko se dogodi, oziroma redko se dogaja v zgodovini človeštva taka prelomnica in živeti v tej prelomnici in zavedati se, da si ti, samo ti, to velja za vsakega, v polnem pomenu, dragocenem pomenu, je res veličastno, bom rekel. Si že poskusil dobro misel? Ne še, ker imam težave s prostato, jo bom na koncu spil. Skratka, obetajo se vam dobre misli. Pijemo čaj. Kako gledaš na slovensko kulturo čaja? Živimo v globaliziranem svetu, vemo veliko, brez dvoma, o zelo prefinjeni japonski kulturi čaja. Kako pa je s kulturo čaja pitja pri nas? Včasih je bila zelo razvita, poznali smo rek, za vsako bolezen rožca raste, na primer. Ampak ne vem, ali je danes to sploh še dovoljeno izreči, ne? Ali ne bi to bilo kot nek fake news, ne nazadnje branjevke danes ne smejo več prodajati šentjanževke na tržnici, lahko se prodaja šentjanževka v lekarnah, specializiranih prodajalnah prodajajo lahko samo farmacevti z opozorili o možnih učinkih, res je fototoksična tudi, ampak nekoč je veljala tudi za čudežno rastlina. Se je, čudežna. Čudodelna je praktično, toliko tega je čudodelnega, od zeli pa seveda do rožic, ki nas zdravijo in krepijo. To, da umikajo nekaj od nas, je pa samo pokazatelj, da je res dragoceno in da si tega ne smemo dovoliti umakniti. Ko si omenil šentjanževko, sem se spomnil pripovedovanja Antona Komata, ki je rekel, kako je hotel kupiti šentjanževko pri zeliščarki na trgu, ampak mu je pojasnila, da pač po novem se to ne sme. Ne? Predvsem tista zelišča, ki so zares močno učinkovita, ne, se po novem ne sme. In potem je šel v lekarno in je rekel, da bi rad šentjanževko, ki je dobil pač zapakirano, brez napotil, ne, kako strašno nevarno je ta roža. Ne? Bila je pač vreškica, not pa šentjanževka. On je seveda naredil sceno in je rekel, brez napotil, kako mi lahko to prodajate, ali da veste, da je to zelo nevarno, ne? Da se pač pokazuje na način, kot bi morali mi pokazati, ne? Da si ne damo odvzeti tega, kar bi si rada prilastila potem farmacija, ne? Da bi nam, kar učinkuje,
odvzeli in nam ponujali tisto, kar pač s čimer oni trgujejo, da nas ne bi narava zdravila. Meni je bilo zelo lepo, ko je še živel pater Simon Ašič, rekel, veš, ko živiš v neki lokaciji, potem, recimo jaz živim na Konjskem vrhu, 2 potoka, več vlage, potem v tistem okolju rastejo vse tiste rožice, ki bodo zdravile, s čimer bi te morda narava ogrozila. Ne? Če živiš v bolj gorskih krajih, mrzlih, ne? Tam okrog so vse rožice, ki to zadevo zdravijo. Ne? Prej smo se pogovarjali, tale mah, ne? Gorski mah, ne? To naši kmetje vejo za pljuča, ne? Ali pa macesnova goba. Ne? To je zakon. Ne? In seveda to nabirajo, ampak ne? Zdaj bo pa en rekel, to je strašno nevarno, vam bomo dali mi raj tableto. Ne, to je tam in ozdravi in brez stranskih posledic. Ne? Ker če greš ti gledati potem tiste zdravila in kaj vse so stranske posledice, če ne, ti ljudje, ki uporabljajo šentjanževko, so vedeli, kako uporabljati šentjanževko, vse niso bili odtujeni od narave, ali pa glog. Ne? Glog, če imaš visok pritisk, ti ga bo ravnal, če imaš prenizek, ti ga bo ravnal, dela fantastično. Ne, to je čudež narave in v bistvu ampak se ljudje vračajo. Opažam, da se ljudje vračajo. Ne, bolj, ko nam nekaj hoče odvzeti, bolj se prebuja neka zavest. Ne, in jaz rečem kar kozmična zavest, ki dejansko prebuja vedno več posameznikov v tem žlahtnem stiku, ne samo med ljudmi, ampak tudi v odnosu do narave. Ne. Ker narava je živa, vsaka rožica ima svojo osebnost, ne? Ker to ni kar tak. Ne? In če imaš ti en oseben pristop do nje, ona sam to čaka, da jo nimaš sam, ne? Kar je šla naša civilizacija, da te bom ponucal. Ne, gre za to, da vstopim. Ne? Draga moja šentjanževka, čudovita antidepresiv si, zaradi preizčrpanosti večkrat hodim po robu, se igram s tem, ampak pogledaj, tvoj čajček mi bo zdaj pomagal, da bom iz tistega roba lepo prišel zopet v varno cono in se ti zahvaljujem. Ne? In popijem požirek čaja v odnosu s tisto šentjanževko. Ne? To ne gre kar tak, te bom ponudil za to, kot mi mislimo pri tableti. Ne? Mi smo se navadili na ta farmacevtski oziroma ta uporabniški odnos. Ne, odnos mora biti oseben. Vsaka rožica ima svoj značaj, zato so različne. Da bi opazili to raznolikost, da bi imeli odnos do sleherne zeli na svojski način. Ne? Recimo, nekatere zeli so, tako imamo mi za pač navadne zeli so prav fantastične. Ne? In je to. Ampak vračati se moramo temu. Ne? Ja. Ampak da ne bo kdo razumel napačno, včasih je treba tudi kakšno tableto vzeti. Seveda, ja. Tudi farmacija prinesla, sigurno, ja, ampak nimamo pa odnosa več do narave, do tega znanja, ne vemo več uporabljati čajev, kot so jih včasih. Ne? Vse institucije so dobrodošle, ker so nastale iz potrebe človeka, so pa institucije sama sebi največja nevarnost. Ker kar naenkrat, recimo, če grem na cerkev, ne, cerkev mora odpirati obnebje duhovnosti. Ko pa cerkev želi dejansko zaradi duhovne razsežnosti človeka manipulirati, ne, je pa nedopustno. Isto farmacija, ne, je bila zaradi zdravstvenih razsežnosti človeka ustvarjena. Ko pa želi farmacija trgovati, ne, in sama ustvarjati vzroke bolezni in potikati rešitve, tiste pa nedopustno. Ne. Tako da vse institucije so v poslanstvu, ne, ampak se morajo zavedati, oziroma bi se morale zavedati, da so same sebi največja nevarnost. Ne. Omenil si manipulacijo in cerkev. Danes je 8. februar, razprave se letos zavrtijo okrog Prešernove nagrade. Svetlani Makarovič jo bodo vrnili, saj je pred 23 leti zavrnila, ker je takrat prejel tudi pater Marko Rupnik. Še prej leta 1985 je Prešernovo nagrado zavrnil tudi
Taras Kermauner. To je človek, ki je imel nate zelo veliko vpliv. Moj duhovni oče. Večkrat si dejal, da Taras ni hotel, da bi ponavljal, slepo ponavljal za njim, ampak da razmišljaš svojo glavo. To pa je nekaj, kar recimo pri Rupnikovih manipulacijah pa je nasprotno. Ne? Če gre za duhovno manipulacijo, pa gre za podreditev, gre za zlorabo, tako psihično, fizično, spolno, pod krinko duhovnosti. To je čista manipulacija. Ne? Ja, to je grozna manipulacija, posebej recimo ljudje, katerim zaupaš na določenem področju, da ravno to zaupanje, bom rekel, celo naivno zaupaš, ne, slepo zaupaš, ne, zlorabijo je zelo, zelo hudo, ne. Recimo, da ima predstojnik Božjo voljo. Veste, to je tak, ne, krščanstvo govori o Sveti Trojici, ne, o komunikaciji, ne, tu znotraj, celo ko predstavi Boga, je znotraj Boga dinamika, ni, da ima zdaj pa nekdo moja pamet, zato ker sem nek predstojnik Božjo voljo, oziroma tu so se v tem primeru lahko zgodile, so se zgodile nedopustne manipulacije, ne. Ampak smo v enem obdobju, veste, ko vse prihaja na dan. Ne da se več skrivati, kar je bilo skrito, pod preprogo dano, prihaja na plan. To je nekaj se prebuja v tem kozmosu, nekaj se prebuja in zato so tisti, ki želijo manipulirati, očitno se vidi zelo živčni, se jim mudi, ampak jim ne bo uspelo. Ne. To, nekaj naš Andrej Detelj to ve, ne, je entropija, ne, ampak je tudi sintropija. V nekem trenutku se stvari tako postavijo, da manipulacija ni več mogoča. Ne. In tudi tisti, ki mislijo, da bodo, ne vem, na kak način, s transhumanizacijo, na kak način, lahko povzročijo ogromno škode, ampak ne bo jim uspelo. Ne more jim uspeti, ker je to nek kozmični zakon in fino, ne. Ja, tudi v tem primeru ne da se skriti, ne. In je prav, da se ne da skriti, ne. Zadeve morajo dihati, ne sme biti več ne gre v tej smeri, da bi nekaj delo navzven, v bistvu bi pa bila to samo predstava za nekoga, dejansko pa bi bilo drugače, ne. In zdaj pač to izbruhnilo, ne. Mimo grede vidim, tam je med nami tudi duhovnik Janez Cerar iz iniciative Dovolj, morda lahko poznajem, kaj pove o tem, podrobneje tudi. Je umetnost mogoče ločiti od umetnika? Kako danes gledati na Rupnikove mozaike z perspektive žrtev njegovih zlorab? Ali pa kako z perspektive žrtev gledati recimo naprimer na dela Vitana Mala, ne? Umetnost in zdaj tukaj bi radi pač ločili, ne, njegovo delo od njega samega, ampak tudi sam sem nekaj časa pisal ikone in pri ikonah je tako, ne, največji cilj je, da ikone je, da uporabil hrvaški oziroma srbski zrak, nerukostvorena. To pomeni, da si ti samo prevodnik, da moraš biti tako odprt v obnebje duha, sicer moraš poznati določene veščine nastajanja ikone, ampak dejansko, in to sam se spomnim, ko pišeš ikona, dejansko ikona se piše. Ne? Ti narediš sicer tisto vse tehnično, kar je potrebno, pripraviš podlago, osnovo, zarišeš obris, ampak potem pa daš temno barvo, ne, osnovo, ampak potem po nekem, veste, navdihu dejansko se dogaja, ker to mešaš, sam mešaš pigment z rumenjakom in delaš, to nastaja, to se prebuja. In v nekem trenutku ne moreš iti dalje. Ne? Ikonopisec, ki dela ikono, v nekem trenutku ne more iti dalje, ker ga je ustavilo njegova, bi rekel, stanje duha, njegovo stanje duha, zato na koncu na ikoni potegne še ikonopisec nekaj belih teh potez, ker sam ni mogel dalje iti. To pomeni, ikona sama ima odtis tistega, po katerem je bila pisana. Ne? Če vzamemo tukaj, da je
omenjeni ustvarjal ikone, potem mislim, da bi morali teologi strniti misel, ne? Ali je res tako, bi rekel, brez povezave z avtorjem, ne? Ker jaz že sam, ko pogledam recimo tole ilustracijo, prebuja v meni svetlobo, pa sploh ne gre za ikono. Lahko pa pogledam določeno sliko, ki mi pa ne prebudi, posebej pri abstraktnih stvaritvah, ne? Ko kupiš ali pa dobiš abstraktno sliko, torej jaz zelo preverim, ne? Ker je podpis avtorja, on ima energijo in name vpliva. Jaz recimo v hiši, domu ne želim imeti podob slik, ki bi name vplivale neosvobojujoče. Ker življenje je že tako samo po sebi zahtevno, da si bom pa jaz vnašal v prostor še nekaj, kar me bo bremenilo in to na nezavedni ravni. Ko dobim kakšno sliko, jo dam tja in prvič slika sama pokaže, kam bo šla, če bo šla, drugič pa pokaže, če bo sploh šla. Jaz sem dobil že par takih slik, ki sem jih odnesel pol v eno zapuščeno župnišče v Solčavo, ker tam je zapuščeno, ne dela nobene škode, pa še tam sem nesel en tak prostor, kjer nihče ne hodi noter, ne? Ker je lahko slika tudi nevarna. Ne? Kak je z omenjenim, to si ne bi upal soditi, ker se dejansko nisem imel še nikoli priložnost izpostaviti kakšnemu delu patra Marka, tu ne bi mogel. Se pa da to zaznati, to se da zaznati. Ne? Duh se da zaznati v sliki in to ima vsak te senzorje in če se pošteno ugotovi, da ne deluje, bi rekel, ker sveti prostori, recimo cerkve so vendarle prostori, ki naj bi svetlili, zato smo pravimo sveti prostori, je potrebno, ampak to je treba, veste, dati duhovne ljudi, duhovne očete in matere, žene, ki to zaznajo in prepoznajo. Ne nekega likovnega kritika, ampak nekoga, ki zazna, kako določen stvar dejansko vpliva na tiste, ki so tam prisotni. Je pomembno, s kakšno energijo, s kakšnim odnosom počnemo stvari. Seveda. Tudi kuhamo, ne nazadnje. Seveda, to mi je pravila sestra Vendelina Ilc, mi je pravila, kako so šle, to je bila šolska sestra, tudi kar nekaj njenih kuharskih knjig, je rekla, da so šle nune na izlet. In v kontekstu izleta je spadalo tudi kosilo v nekem gostišču in je rekla, ko smo tam sedeli in sem poskusila, rekla, to je bilo tako dobro in rekla, in si nisem mogla kaj, da ni šla v kuhno gledati do kuha. In tam je bila srečna kuharca. Ja, to mi je povedala, ne zaznamuje, pa saj vemo, da tudi založba Sanja je izdala knjigo Voda, nosi spomin, ne samo voda, recimo tudi živali zelo zaznajo, to, kar smo, naš odnos. Mi je pravila enkrat ena gospoda, ko je slabe vole, gre njen kuža v omaro tam noter. Sam sem rekel, ko je kapra v redu, sem jaz dobro, kapra je, se veste, gospa Koniček, ki so me rešili, jaz imam zelo veliko spoštovanje, izjemna angelska bitja. Sem rekel, ko je kapra dobro, sem jaz dobro. Pa mi je rekel, nekdo je rekel, ne, ko si ti dobro, je kapra dobro. In moram zelo paziti, ampak tega nisem vedel. Ko sem bil enkrat v slabi koži, je kapra dobila astmo, težko je dihala. Moram zelo paziti, da sebe poštimam in da pridem do, ampak to ne gre samo do živali. Najbolj taka, bi rekel, so tudi rastline, ampak mi ljudje smo v medsebojnem odnosu še posebej zaznavni in vplivajoči. Potem so tu živali, ki so tudi izjemno zaznavni in vplivajoči, pa so pa rastline, ampak rastline so pa že bolj, bi rekel, podporna, tista bitja, ki nas čutijo in zdravijo. Bi rekel, čeprav se ne poznam, da sem se spomnil na boršt, pa na Frančiko z boršta, ko sem bil na Razbarju pod Liso, njej so, razumete, rože
pa je živela gor v hribih, eno borno hiško je imela, ampak tiste njene rože so pa tako cvetele, te stare rože, ko je pecel, pa tako rdeč veliki cvet. Glavnem, ne vem, kako se jim reče. Pelargonije. Hvala. In ko sem rekel, Frančika, pa kako vam rože tako dobro rastejo, ne, pa cvetijo, je rekla, moraš jim pet. Rože moraš pet in pol one cvetijo. To pomeni, moraš imeti odnos. Tega se moram popraviti glede na tisto, kar sem prej hotel zapeljati, da ne, ni bolj ali manj, vsak ima polno vrednost in vsaka zadeva hrepeni po odnosu, ne. Tudi rožice, tudi tisto področje, kjer živiš, ne. Zato je pomemben ta odnos spoštljivosti, ne izkoriščevalski, ne. Da je bolj, ki je rekel, v Svetem pismu piše, gospodujte. Gospodovati pomeni v Gospodovem imenu ravnati. To pomeni v žlahtnem sožitju delovati. Ne kot posestnik, ampak kot tisti, ki ti je dana milost, da živiš v določenem kraju, v določenem področju in da imaš, torej, božanski v gospodovati, božanski odnos do vsega, kar je v odnosu do tebe. Ne. Sem po 3 letih bivanja na Konjskem vrhu, ko sem prišel nek večer domov, sem zaznal drevesa kot osebnosti, posebej ta stara drevesa, tisto drevo ob kapeli. Wow, to je starka, to je wow, ne? Samo rečeš wow. Res izjemno. Ne? In pa sem imel pa, ko sem prišel tja, nisem vedel in pol sem imel, ne bom povedal, ker se prenaša koga, enega, ki je zelo izobražen glede obrazovanja starih dreves in je naredil masakr. Ne? In zdaj čutim, da so tista drevesa poškodovana in ranjena. Zdaj, kdor je bil pri meni ali pa bo prišel, bo prav videl, kako se ne bi smel. Pa imam pa enega domačina, ki živi v sožitju, v sočutju z drevjem, pa je bilo tam nekaj polomljeno od snega, pa sem rekel, a boš to tudi bolj odrezal. Rekel, veš, je treba zelo postopoma. Letos bomo naredili toliko, drugo leto pa bomo še majčkeno več. Ne, je imel pa Bogoj, ne, ta, se ne vem, kako to ime pa lahko povem, zato ker je dobra, ja. Povezano z dobro mislijo. Povezano z dobro mislijo, ja, pa bi rekel tistim žlahtnim sočutjem, delovanjem, ne. 8. februar je dan Prešernove smrti. Kaj narobe s 3. decembrom? Ne vem, ampak ali to, da praznujemo dan pesnikove smrti na neki simbolni ravni, govori tudi o našem odnosu do življenja in smrti, dajemo prednost smrti, smo bolj kultura smrti kot življenja. Zanimivo, tudi mi praznujemo godove svetnikov običajno na njihov smrtni dan, ampak zato, ker potem pa pojmujemo, da postanejo oni naši zavezniki, angelske prisotnosti, ki nas navdihujejo. In če že praznujemo Prešernov dan na njegov smrtni dan, naj nas pomeni, da se zavedamo, da nas on navdihuje. Ne? Mi imamo, pri svetnikih imamo relikvije, neke ostanke, kar je pač ostalo, pri pesnikih imamo pa poezijo. In to so kot relikvije, to so svete stvari, to je sveta zapuščina. Še posebej recimo pri pesnikih in so prenekateri, ki so res, bom rekel, svetlijo, bom rekel, kar sveti, ne, ker svetlijo, navdihujejo in jih je vredno izpostaviti. Lahko bi pa praznovali tudi rojstni dan, ker naj rojevajo tudi v nas to, ne, tako da ne vem, zakaj so glišli na to foro. Nimam pojma. Ja, kako? Ja. Kar povejte na glas. Ja. Današnji pogovor ima naslov Jaz se ne grem tej vojne. Ne. To si izrekel ti, to je tvoj citat. Zakaj se nočeš iti vojne kare? Ker to je ena bedastih manipulacij, ki ne bi smela... Torej, kako je lahko sprejeto, da človek ubija človeka? Ne? In ta manipulacija je bila seveda zelo pretkano upeljana, da se je prijela pri nas kot nekaj samoumevnega. Zato bi bilo po moje nujno prebuditi nek umestni organ, če rečemo grdo temo, med politiko, ki dejansko potem
mobilizira človeka proti človeku, bi mogel biti neki svet, recimo kot so imeli Kelti druidi, ne, so bile to druidinje, kajti moški, ženski je zelo pomembno, kajti ob moški pameti pa mora biti žensko izkustvo, in to so rekli Kelti, so rekli, veste, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. To ne pomeni, da ji ni dal pameti, ampak je dal dejansko tisto pamet, ki več ne možete reči pamet, ker ima dodano vrednost, to diha. To je življenjsko izkustvo, ki diha in je dejansko posvečeno z intuicijo in srčnostjo. Ne? Ampak do tega je treba dozoreti, ne? Ker pri moškem so rekli, da ima 3 faze, fant, bojevnik, ne? In ti razboriteže, ki si jih že prej pripravljal z raznimi igrami, od med 2 ognjema, pa fuzbal, pa košarko, nimam nič proti fuzbalu, proti košarki. Se pa sprašujem, kje imamo igre, ki bi uvajale v dopolnjevanje in sodelovanje. Ne? Pri ženski so pa prepoznali, torej fant, bojevnik, modrec, pri ženski pa dekle, žena, baba. Ne? In v Sloveniji je več kot 60 krajev, ki se še danes imenuje po babah. Kaj so tam ženske delale? Se povezovale, ker veste, ker to ni. To, da ti kreiraš bolj žlahtno človečnost, se morate babe povezovati in kreirati. Ker potem, ko ti tudi kot posameznica stopiš k moškemu, imaš, bi rekel, posvečeno moč, si močnejša in lažje kreiraš, to pomeni vplivaš. Stanko Majcen je zapisal, žena ne sme biti nikoli, torej ženska ne sme biti moškemu nikoli žena, ampak ljubica. Torej pritegujoča v, to ne pomeni, da se ne rabite poročiti. Ampak ne, to je vaša stvar, to ni moja stvar, da ne bi zdaj tako razumeli. Ampak gre, da zna pritegovati moškega, to pomeni, da mora biti baba izjemno močna, ne? Da pritegne moškega v žlahtnost, ne, delovanja. Ker drugače pa se pojavijo neki tipi tam gor, ne, ki pa potegnejo te, razumete, te mlade fante, moške v to igro. Joj, da sem pred kratkim videl. Ne? To sem videl, kako vidijo tile, ko streljajo, ne? Ko imajo tiste posebne očala, pa streljajo. On vidi kot video igro. Ne? Zato je v tej knjigi tega princa napisan, da je tam pobil 25 ljudi, ne? Čeprav so bili talibani, so to ljudje, čeprav sem Slovenec, sem človek, ne? Ne more me nekdo smatrati, da nisem človek, ne, je videl kot neke figure, šahovske figure. Oni dejansko, veste, ko streljajo, vidi tam, kot bi na video gledal, ne, in potem pač ustreli. Ne, zato, da je manj psiholoških travm, ne, ker se mu je zdel, pač, da pa so tam neke figure, ki, ne, da jih to naredijo zato, da jih lažje več pobijajo bez psihičnih posledic. Ne, to je noro. Ne. In zdaj ti tipi, ne, odločajo, vmes bi mogli dati filter med temi tipi, pa med ljudstvom, ki nas zavajajo, ki nas imajo. Ne. Včasih je bil človek ne jezi se, zdaj imajo, mi je rekel, mehanik je rekel, imajo človek posmehuj se. Razumete? Nova igra, ne sam igra, človek ne jezi se, torej misli samo na sebe, kako bo svoje spravo v bajto, ostale pa preskakuj še bolj, če jih ven vržeš. Zdaj je dodelano. Človek posmehuje se. Sem pogledal to so razne, tak bi rekel, navides nedolžne zadevce, ko pa ti oponašaš določene situacije, se afnaš, drugi se pa režijo. Ne, to je delo črne psihologije. Ampak pač to prodajajo otrokom. Zakaj? Da marinirajo misel, da bomo nekoč se tistemu, ki ne vem kaj, lažje posmehovati. Ne? To, mislim, noro. Platon bi se držal za glavo, kjer smer gremo, ker on izrecno pravi, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom. Ker zgodba je dejansko simbol, je miselna shema, je vzorec. Ne? Odigrana zgodba skozi igro je pa še bolj usodna. Ne? Zato, ne, to, kar hoče, da se nam zgubo. Vmes bi mogel biti. Nek svet druidov, druidin, ne vem, kaj bi to bili, ampak vsekakor pa
v dolgoletnem izkustvu, ne izvoljeni, ne, ampak prepoznani, ne, ker druida si prepoznal in je šel tudi skozi preizkušnjo. Da je prišel druid do tiste najvišje stopnje, dejansko znanja ni bilo, ali pa zaupanje ni bilo posredovano, ker tako, ker je en pameten, ne pozabiti, na Nürnberškem procesu je bilo ogromno doktorjev znanosti, ne, to, če misel ni posvečena z srčnostjo, z lahno človečnostjo, je usodna. Ker tako, kot vam jaz dokažem, da Boga ni, vam ne bo doben, tiste knjige, ko izdajajo, ne vem kaj, sebičnega in pa ne vem kaj, to je zame otračarija, kako dokazuje. Jaz vam dokažem, če si z neke stroke, ne, ti si prodrl globoko in lahko strašno manipuliraš, ne, prej sem omenil Patro Marka, zakaj lahko on strašno manipulira, je, ker je prodrl, ne, v tej razsežnosti psihe, duha, ne, ampak pustimo to, ne, lahko, čeprav osebno ga izkušam kot ljubezen, kot so rekli naši sveto, kot to, kar imenujemo Bog, kajti Bog je najbolj zlorabljena beseda v zgodovini človeštva, niti ljubezen ni tako zlorabljena in to je najbolj podlo, ne, da so to, kar je najbolj sveto, najbolj zlorabljeno. Zato eni rečejo vir, eni rečejo to, kar imenujemo Bog, meni je vseeno, ker to je izkustvo. Ne, pa pustimo zdaj to primer. Sploh sem pozabil, kaj sem me vprašal. Zakaj se nočeš iti v vojno? Zakaj? Je zato, kam sem prišel? Joj, prosti. Je zato, ker je zame po tem, bi rekel, duhovnem občutku, on je moj brat, ona je moja sestra. In kako me bo en našemo v sivo, on pa njemu ga pa v zeleno in bo zdaj rekel, lej, on je pa drug, ni naš, ker si ti siv, on je pa zelen, ampak ta manipulacija je dolgotrajna. Meni je predvsem, da razkrijemo te manipulacije, da jih označimo ne samo na škatlici za cigarete, nevarno je, ampak igre, človek posmehuje se, človek najezi se, mikado, da ne govorimo najbolj, Kar danes so računalniške igrice, pa na telefonih veliko bolj krute. No. Ja, veš, jaz to še niti ne poznam. To, da ko je vojna za vse. Rekel si mi, da je bil tvoj oče kurir v 14. diviziji, pripovedoval ti je vojne zgodbe. Kako to, da ti o tem ni predal tudi sovraštva, mržnje? To bi se z lakoto prebudilo. Ja. Če doživiš vojno. Ne? Moj oče je bil res globok poklon mojemu očetu. Ko je bil star 14 let, je šel v Celju iz šole domov in takrat so bili taki, jaz sem celo videl tisti, kako se reče, tem plakat, ne, na katerem so izpisali imena ustreljenih, ne, in je videl, da so ustrelili njegovega strica Karla, po njem imam jaz ime. In ko on to videl, je vrgel torbo v oglajno in šel v hosto. Niti domov ni šel povedati. Ne vem, a je že prej vedel zavedati, to mi ni pripovedoval. Me pa pripovedoval, pokazal tudi, ko je bil ranjen, on je bil tudi ranjen, nikoli pa ni želel biti član katerekoli organizacije, ki bi iz tega vlekla privilegij. Ne? Dobenih toplic, nobenih nič, ker on je to naredil iz duše. Ne? On je to naredil iz duše, ampak nikoli pa mi ni tudi ni črno one ne naše. Pripovedal mi je te fore, ne? Te so bile zelo slikovite, ne? Kaj so doživljali, ni pa mi hotel z ničemer obremeniti misel zoper kogarkoli. Ne? Jaz sem še danes hvaležen, da sem imel takega očeta. Nedavno si prejel tudi pismo starega gospoda, v katerem ti je opisal pretresljivo zgodbo iz druge svetovne vojne. Peter, to ti moram dati. Kje si, Peter? To je pa, že tebi sem rekel, ne, kako je neka mati šla iskat sina telo, to je Antigona. Kako je šla iskat sinovo telo, da ga je pokopala. Ne, ker pač bil je konflikt med Slovenca ubija, ne, in so pač tam domobranci so pač ubili njenega sina in potem, kako je ona šla preko vseh tistih
smrtno nevarnih ovir, predvsem pa kako je tisto sinovo telo, to je tako pretresljivo napisala, nosila, vlekla, lahko, če bi jo dobili, bi jo njo še ubili, ne? Zato, da je mu je priskrbela grob. To je filmski zapis, to bi pa morali posneti. Sam kaj, ko se bomo Slovenci spet šli, kjeri smo. Razumete? Pa to je čista oslarija. Pa v to oslarijo so nas zapeljali. Mene je povedal gospod, ki dejansko je gospod, ki je v zadnje rekel, mi financiramo ene in druge. In ene in druge podpihujemo. Politiki pa pol tak sami nabirajo svoje člane, na kaj način zapolarizirajo. Vse so jih učili. Vse veste, ne? Preden se gremo med dvema ognjema, dva zberejo, ne? Pa vsak, dva človeka, dva srčneža, ki se drugače igrata. Ampak zdaj so rekli, da boš pa ti zbral svojo vojsko, pa ti boš zbral svojo vojsko. In ko pride na to stran, na eno stran politik zbira pa svoje, pa jih novači, ta boljše ne hoče, on pa isto, uslarijo delamo, gre za človeka. Sam tisti, ki je učil to igro, ki je upeljal to igro, je ločil dva, ki sta se še prej skupaj igrala, ne, ti si ta, ne, in pa je dal vsakemu svojo. Pa to je tak bedasti koncept. Mi moramo te bedaste koncepte ozaveščati in se osvobajati in kreirati bolj žlahtno. Meni je večkrat izziv, recimo ti profesori, doktori znanosti, naj domislijo igre dopolnjevanja in sodelovanja. Sej petje, glasba je, ples je, recimo. Ampak naj vadijo to žlahtno sožitje, to je treba vaditi. Boš rekel, ja, ne da vaditi. Ne, tako kot nas vadijo, da smo en proti drugim, da nam je samoumevno. Razumete, da je samoumevno, da mobilizirajo ene pa druge. Vse tisti šefi bojo tako na koncu šampancem nazdravili. Vmes bojo pa pobili milijone ljudi. Dosti je tega. Kdaj nam bo zavestili? Mi moramo ozavestiti koncepte manipulacije in kreirati prebujeno človečnost. In hvala založbi Sanje, ker izdaja knjige, ki budijo zavest, ki dajo misliti. Ki govorijo v smeri, mi se več tako ne gremo. In izpostavljajo in si upajo izpostavljati. Ne? In moj globok poklon. Se pridružujem. Ti se upaš izpostavljati. Izpostavljal si se tudi v tem obdobju globokega kratenja svoboščin, globokega poseganja človekove pravice v imenu zdravja. Ne bomo zdaj razpravljali o tem, ampak imeli smo zapiranje družbe, policijske ure, otroci so imeli Zoom šolo, Zoom treninge, maske, enoumje in policijsko nasilje, ki je sedaj dokazano, šlo je za zelo težka dejanja. Ti si se upal izpostaviti, to da si pri tem doživljal tudi pritiske, grožnje. Kakšne ocene je imelo to? Ja, tudi grožnje smrtjo, tako da sem šel Grudniku, pa sem zmenil za kapro. Pa tako, gledajte, moj šef je, en bo rekel, moja vest, moja duša, svoje duše ne prodam. Nasploh pa rečem, da imam šefa, ki se piše z veliko začetnico, vsi ostali so pa šefiči. In mnogi dejansko, gledajte, ne služijo življenju, ampak služijo manipulaciji. Ker veste, tisti, ki manipulirajo, praktično vse povejo, ker, kot pravi Vesna, hočejo, da mi svobodno pristanemo. Ampak nas imajo za norce, ne? In mi pustimo, ker vse napišejo. Ne? Ampak mi igramo, zdaj sem imel en obisk, se ne bom vedel z katerega kraja, gospod je porotnik, šlo je zato, ker so ene iz pošte odpustili, ker niso hteli maske nositi uslužbenci, ne? In je rekel, ker je bil pač na tem sojenju, je bil tam izvedenec za te maske in so imeli ti, ki so bili odpuščeni iz pošte, dobrega odvetnika in on je od tega izvedenca zahteval samo nekaj, ali maska preprečuje širjenje virusa. In pa je bil tisti izvedenec živčen, ker mu je nastal to, da bo šel, ampak je ta odvetnik ustrajal in na koncu je rekel, ne, seveda ne ščitijo. Ne. Ampak kaj je sodnica naredila? Ni razsodila v prid teh poštnih uslužbencev, ampak tistem in še bolj podlo,
Po koncu, ker ta porotnik je bil proti, za oprostitev, na koncu ta sodnica temu porotniku prizna, da tudi ona se ni cepila, ampak ne. To so prodane duše. Te služijo šefičem, ne pa šefu. In je treba povedati, da so to prodane duše. Ne? In je treba povedati, da se tako več ne gremo. Ne? In je treba, to Janez zelo dobro zna, takim ljudem pogledati v učke. Janez pogleda tako, da dobiš drisko, če nimaš čiste vesti. Janez Cerer, ne? Ja, Janez Cerer, ja. Dovolj je, Borec, moj vzornik. Se bo pa kaj povedal. Ja, ne? Spet sem pozabil, kaj si me vprašal. Lahko poveš kaj več o teh grožnjah, praviš celo grožnje smrti. Ja. To niso lepe misli, niso dobre misli, ampak... Jaz sem takrat pomislil na Kapro. Je pa Kapro. pomembno zaradi zgodovinske razjasnitve, kaj se je dogajalo. Ne? Ja, nič. Prikrita številka, pokličejo, glas, ki ni glas nekega, ki je v efektu in ti grozi, ne? Ampak glas, ki te zmrazi. Ker veš, da ne gre za neki kar nekoga, ampak da gre za res. Ne, jaz sem takrat sam na Kapro pomislil, za njo moram poskrbeti in sem šel takoj Jožku to pa Ivici, se zmenil vse, ja, ker sem vedel, ne, da lejte, sej, pač, nič hudega, ampak bil sem pa miren. Ne, pol, ko sem bil za Kapro, pa sem bil miren in pa se, razumete, kako naj služim šefičem? Ne? Če pa imam vest in če imam ta duhovni link, pa si lahko Boga kakorkoli predstavljate. Ne? Ker na koncu smo notranji vsi, kvantna fizika to kaže, notranje povezanosti. Moče je to Bog. Ne? Se ne vem, jaz ne bom nič rekel, kaj. Ne? Vsak ima pravico do svoje zamisli. Ampak, ja seveda, pa kaj pa? Kaj pa, če mi zdaj to vzamejo? Gledajte, šel bom v nadaljni krog. Osvobodil me bo. Duše mi ne sme vzeti. Ne? Moje svobodne volje mi ne sme vzeti. Ne? To, da sam presojam, da mislim svojo glavo. Veste, ker to, kar so zdaj ponujali, da mislijo na mesto nas, tudi to je dolgi plan manipulacije. Jaz se celo v zadnjem obdobju ukvarjam z raziskavo Marije Terezije, uvedbe šolstva. Ali ni bilo to, da bi odvzeli zdravo kmečko pamet, kajti ta koncept, kot ga imamo zdaj, je ponovi pravilno in boš nagrajen. Potem smo imeli še neke višje inšpektorje. Srednji vek, to rad poudarjam, največji teolog, ko bi mislil, da je bil največji širil dogmatizem, Tomaš Akvinski, on napiše, zdi se, in potem napiše, o čem želi razpravljati, v katero smer. Pod to takoj, pod vsako vprašanje napiše, proti temu govorijo sledeča dejstva in pošteno napiše, kaj pa proti temu. In potem z odprtimi kartami razpravlja. In na koncu, če bi mi danes rekli učne ure, je bila vedno disputacija. Takrat so si študentje izmenjavali mnenja, da bi lažje mislili naprej. Kaj so pa nas zaprli v ideologijo resnice? Pred tabo postavijo enega tipa in on ima resnico. A je to pater, a je to učitelj, on ima resnico. In če boš ti pravilno ponovil, boš šel v Birmi, če boš pravilno ponovil, boš petko dobil. Ne? Pa to je manipulacija, ker onemogoča kreativno razmišljanje. Povem za primer, moj pranečak, Lan, je v ne vem, kjer imajo odštevanje stotic. Takrat je bila ta zapora in se še niso učili odštevanje stotic in on je, ker ga je to zanimalo, je na svoj način prišel do pravilnega rezultata. In jaz sem to poslal potem Andreju Deteli pa Rudiju Mogetu in sta povedala, fant je pogruntil 3 aksiome in to je genialno. Ne? Upam, je napisal, da ne vem kateri, da bo imel učitelja, ki ga bo znal pri tem kreativnem razmišljanju podpreti. Nečakinja je pač poslala potem to v šolo in napisala, boj, da je tudi tako prav. Dobila je odpisano, naj ne dela svojo glavo, ga bom že jaz naučila, kako je prav.
In zdaj so bili pri meni pred kakimi 3 tedni vsa žlahta in jaz sem rekel, Lano, kateri predmeti so ti blizu, ne? In seveda je prva telovadba. Potem pa je naštel še nekaj, sem rekel, kaj pa matematika, ne? Ker prej kar računal pa to, ne? Je rekel, ne, rekel, to moramo pa sam to, kar nam rečejo, jaz bi to čist drugače rešil, pa še boljše. Ne pustijo kreativno razmišljati, ne? Zato razmišljam, ne? Koncept, ne bom rekel, da so šole slabe, ampak sem se peljal, pa sem poslušal studijo ob 17 o nadarjenih, ne? Čujte, ko sem jaz poslušal tiste strokovnjake, jaz bi ta sistem resetiral pa postavil na zdrave temelje, ker je šlo v čisto blodnjo. Torej 98% otrok je visoko nadarjenih ampak seveda vsak v koktejlu njemu danih inteligenc. Ni zveličavna, sem prej rekel, kateri so bili številčno zelo zastopani na Nürnberškem procesu kot zločinci. Visoki intelektualci, ampak brez srčne note. Ne? Ljudi, ki bi pa srčili ta prostor in so rekli, Indijanci, sveti ljudje smo pa odstranili z prizorišča življenja. Rečemo, ima posebne potrebe. Vsak človek, ki je oseben, je poseben. Ne? Ampak pustimo zdaj to področje. Spet sem se zgubil. Skratka, ubijajo kreativnost. To, ne. To pomeni, Tomaš Akvinski, ne, disputacija. Pa še ena, manipulacija z resnico in izpostavljenimi avtoritetami. In potem pred tebe postavijo eno avtoriteto, še posebej, če ga proglasijo, da ima nek status, da ima ne vem kaj, in kot on govori, hipnotično padeš na to, kar govori in izključiš možgane. Zakaj? Ja, ker so nas to učili, ker so nas v tem vadili, ker so od malega nas vadili, da ne mislimo kreativno. Mračni srednji vek, ne? Tam so na koncu bile disputacije, v katerih niso študenti drug drugemu govorili, kdo ima prav, ampak so govorili svojo osebno spoznavno resničnost, izmenjava mnenj, da bi lažje skupaj mislili naprej. Tako si menil Tarasa, ne? On je ob meni znoril, ker sem bil tako utirjen, da nisem več razmišljal svojo glavo, ampak kak misli predstojnik, ker je to gotovo božja volja, kak misli ne vem kdo, ker ima prav, pa tudi, veste, pa je ta manipulacija z visoko, če ti pravilno ponoviš, ne? Ne bom osvetljeval, ker so nekateri primeri, takrat je pa šlo, osvetljujmo drug, da bomo lažje skupaj razmišljali. In če pravimo, da je srednji vek v konceptu izobraževanja mračen, veste kaj, pol je vprašanje, ali ne bo potrebno na novo ozavestiti koncept izobraževanja, ki bo dejansko zbujal kreativnost, ki bo upošteval področja nadarjenosti slehernega, ki bo dejansko ozavestil kot pedagoški optimum tudi šibka področja, ker tam je, na šibkih področjih je dejansko možnost vzgoje, usposabljanja za dopolnjevanje in osvetljevanje. Mi pa ene povzdignemo v zlate, drugi pa ne zvozijo. Tisti, ki ne zvozijo, veste, niso, to je pedagoški sistem za cvek. Ne, ampak trenutno raste vse v tej smeri in je tako v krču, da dejansko se sprašujem, vzporedna struktura bojo morala nastati, ki bi mogle biti podprte z državo, da bi dejansko bila neka alternativa, ampak zavest se prebuje, veste, preden se je začelo to šolsko leto, so me povabili v Celje, v telovadnico prve osnovne šole. Rekli so, da je 1000 učiteljev iz osnovnih, srednjih šol Celja in vzgojiteljev vrtcev, da sem jim govoril o tem. Bila je ena pravnica, pa en pedagog, pa še mene so povabili, ker sem mislil, ko je šla ta knjiga 95S za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, da me bojo ne bojo gledali lepo, so me pa povabili. In je rekla tista ravnateljica, ki je vodila, da je to za njo, pa to tako, da ima, ne vem, koliko je šla šlo, in je rekla, praktično imamo vse podčrtano, da misliti, ampak gre za teze, dati misliti.
alternativo. Ne? Kreacija, to pomeni kreirati v medsebojnem dopolnjevanju. Ne, ja, jaz imam pa zdaj resnico. Ne, jaz ti dam misli, da boš ti mislil svojo glavo. Ker ko sem prišel k Tarasu v Auber, pa mi je on pripovedoval, razvijal je neko misel, in pa je rekel, ja, kaj pa ti misliš? In jaz rekel, glih tako ti. On je bil pa kolerik in je znoril, še zdaj ga vidim, kak je stal, skočil gor, in rekel, pa zgin domov. Sem bil čist pav. Ja, se ja pravilno mislim, ne? Ne? In pa mi je nadaljeval, če ti ne boš, tudi z Janezom sta bila prijateljskem dopisovanju, če ne boš ti mislil svojo glavo in mi ob tem, kar sam razmišljam, povedal, kaj ob tem ti misliš v tem svojsko mislijo, kako naj jaz potem ob tebi profitiram. Pa pej domov. Kaj bom zdaj s tabo počel? Da bo zgubil čas, pa ti govoril, kaj je resnica, da boš ti pa mene citiral. Ne, dam ti misliti. Zato, da boš ti mislil in da bova skupaj lažje mislili naprej. To je bil koncept srednjeveške šole. Kakšne je pa danes? Ne? Ampak jaz sem optimist, ker ti zavest se prebuja. Zavest se prebuja. Karel, ti nam daješ veliko zamisli, tako da če ima kdo kakršnokoli vprašanje, pogumno, kar povejte. Drugače pa bi se vrnil še mogoče k temu času teh groženj. Dobival si grožnje celo samega vrha. Je že čas, da se govori o tem ali raje ne? Ja, torej vplivna oseba, politik, ki je bil takrat pač predsednik vlade, je poklical vplivno osebo v mojih vrstah in mu rekel, naj ustavi tistega patra v Zgornji Savinjski dolini. Pa to pač povedal, vse nič kaj takega ni. Zgodovina bo tako, vse se ne da, ne bi pa rad zdaj izpostavil tisto osebo, ki mi je to. Je pa tako prišlo ven, ko je bila škofovska konferenca, je pa prišli izza zaprtih vrat ven, tako da ni več tajno. Ja, pa sej, se nič hudega. Glejte, najbolj nevarno je, ko ti ploskajo. Zato jaz rečem, ko ploskate, vedite, da ploskate samo sebi prebujanju lastne zavesti. Ker če je kaj treba zdaj s ploskanjem prebuditi, je lastno zavest in samozavest. Meni nimate kaj ploskati. Ker dejansko sebi. Ne, ker ste vi enako v polni vrednosti, kot sem jaz v polni vrednosti in ste vi in ste vi in ste vi. In v prebujeni zavesti, to, kar je hotel Taras, ne, zavesti, potem smo dejansko dopolnjujoči in sodelujoči. Ena od manipulacij je bila tudi, da postavijo, kot sem rekel, pred tebe enega, ne, pa je lahko kralj, pa je lahko ne vem kdo, in pa ti rečeš, kralj. V tej knjigi, Ta krasni svet, pišem, kraljica je samo preoblečena kmetica. Nič več, nič manj. Ne? Mi pa verjamemo v te našemljene pojave, ki jih postavijo pred nas in naredijo za avtoriteto, mi hipnotično. Ne, mi vrednotimo človeka po človečnosti, po etičnosti. Kakšno funkcijo pa vrši? Lahko si vreden, lahko nisi vreden, in ko bomo imeli ta umestni druidi sloj, bo dejansko tudi možnost, da bomo tiste, ki niso vredni, označili kot nedopustne in nevredne za funkcijo, ki jo opravljajo. Mi tega zaenkrat, tega instituta še nimamo, ki mora biti pa zelo dobro premišljen in vedeti je treba, da bodo tisti, ki so nad politiki, hoteli tudi tukaj ustaviti svoje. Ne? To je dobena naivnost, to bi moral biti zelo premišljen koncept, kajti potaknjencev je zdaj na mestih, kjer ne bi smeli biti že tako preveč. Govoriš o kreativnosti. Za mišljenje izven okvirjev vojne, črno-belo, naši, vaši, je potrebna kreativnost. Danes na bojišča pošilja svoje tanke celo Nemčija, ki se je dolgo kesala zaradi zločinov v drugi svetovni vojni. Nemka celo... Ali ni to znak, da se treba postaviti na neko stran, da ni alternativ? Ja, ampak to so imeli, zakaj so imeli ta tridelni? Ne? Zakaj je Bog sveta trojica? Ne? To, kar rečemo Oče, Sin in Sveti Duh, to je za človeka povedano, ker pač... Ja, zato, ker so, ne, zakaj je Orionov pas? Ne?
3 zvezde Orionovega posustitišča med nebom in zemljo, te knjigi o zvezdah, ne? Ja, zato, ker so vedeli, da ti lahko, mi smo vrojeni v svet dvojnosti, mi se med seboj znamo bojevati, sodelovati pa moramo vaditi in moramo imeti institut, ki nam tu pomaga. Ta institut je bil odvzet. Ne? Tudi monoteistične religije so lahko najbolj smrtonosno nevarne. Ne? Ker če imam jaz resnico, pol je musliman gotovo nima. Ne? Najbolj paradoksalno je bilo, ko se Hrvati pa Srbi med sabo streljajo, eni v imenu, ne? Eni z rožnim vencem, drugi pa z molekom pravoslavnim. Ne? Jezus pa na obeh straneh. Razumete? Ne, potreba je ozavestiti model, trojstvo je predkrščanski model, da je treba ustaviti v svet polarizacije božji delček, ne? Skupno dobro, ne? In da je to treba vaditi, in da je treba te modele kar naprej ozaveščati. Ne? To je treba, ker jaz sem imel veruk, ko sem bil na Razborju pod Lisco, tam so bili z onega konca Lisce pa z tega konca. Pri verukom sem govoril o Bogu ljubezni, ko so šli od veruka, so se pa zmlatili ti, ki so bili z tega konca Lisce, pa oni, ki z onega konca. Namreč, ker mi to znamo, ampak je treba to vaditi. Ne samo povedati, ampak vaje. Ampak zdaj, če mi imamo vaje med dvema ognjema, nimamo pa vaj, recimo, glasbe, usklajevanja, nimamo vaj plesa, ne, usklajevanja, to je treba vaditi, ne. Doživljajsko pedagogiko ne more nadomestiti neka sam zgolj teorija, ker ti moraš iti skozi vajo odnosa. Mi v prvem razredu smo imeli vajo, kako pozdraviti človeka. Še zdaj se spomnim, vsak je mogel iti pred tablo, učiteljica je šla po tej strani, mi po tej strani in si jo pogledal, je bilo vaja v tem, da si jo pogledal v oči, rekel dober dan, se rahlo priklonil in šel naprej. Mi smo to vadili. Da pa pridem tam k eni družini, 3 otroci me zagledajo, pa začnejo proč gledati. Ne? Pa je rekel oče, ja, nerodnim je. Rekel, ne, niso zvadili vstopati v žlahten odnos. Nas vadijo, ne, ti si rekel, videl tam, kaj šele tam, ne, verjetno marsikaj, ne, nas pa trenirajo, miselne vzorce, ne. Zato je rekel Platon svaril pred zgodbami, ki jih posredujemo otrokom. Kaj šele pred zgodbami, ki jih vizualiziramo otrokom. Ne? Odstranili so žlahtne ljudske pravljice, ki so bile podučne in nadomeščajo. Zakaj? Ja, ker vejo, da ima zgodba velik vpliv na človeka. Ne? Tisti dan, ko je Rusija nedopustno vstopila v Ukrajino, je Amerika bombardirala v kar nekaj državah, ampak kaj so nam poročali? A so poročali uravnovešeno? Ne. Zakaj? Ker se hoče iti v naših glavah vojno. Ne? Da nas hoče uniformirati, brez uniforme. Da smo proti. Ampak to je nevarno, ker mi kreiramo vojno, ne pa mir. Misel ima pa silno moč. In mi moramo vedeti, da se več tega ne gremo, da nas bo dal na eno zoper druge, vsi na obeh straneh so samo ljudje, razpeti med dobro in hudo. Mi se bomo odločili, da bomo zoper zlo. Pa je vse na kateri strani. Mi se bomo odločili, da ne bomo več v konceptu vojne. Pa je dejansko v tej situaciji mogoča kakšna pacifistična alternativa? Ne beremo o tem, ne videvamo novic o tem, vidimo, smo na tej strani, zmage te strani, ampak ne nazadnje, ali so take alternative realistične? Gandhi je pisal pisma Hitlerju, ampak to ga ni ustavilo. Ne? Manjka institut med izvršujočo politiko in ljudstvom, ki bi imel dejansko, tega instituta ni. Jaz jim rečem druidinje, ker je to najlažje, ker karkoli bi obstoječega rekel, ne špila. Prej sem odprl novo knjigo od Srečka Kosovela in sem odprl tam, ko piše Združeni narodi, on pravi, ločimo na tiste, ki zlo povzročajo in tiste, ki so žrtve tega, ne? Da tako ločimo ljudi. Ne?
In tam je dal zdaj te organizacije, kot so recimo Združeni obstoječi narodi, on je imel takrat, je bilo še drugače imenovano, pa te, kako? Društvo, ja, hvala. Dame tisti, ki zelo povzročajo. Ne? Treba zelo paziti. Ne? Tudi to, kar se zdaj dogaja meni je šokantno, ne? To ne morem razumeti. Ne? Kako so lahko za direktorja Svetovne zdravstvene organizacije imenovali nekoga, ki je obtožen genocida v rodni Etiopiji. Ampak še naprej. Ne morem razumeti, kako je lahko bil lani edini kandidat za to funkcijo, kakor da je primeren samo nekdo, ki ga celo The Times označi kot tistega, ki ga je krivdno preganjen zaradi genocida. Edini kandidat in seveda izvoljen. Še več, ne razumem, kako mu lahko dajo sedaj v roke pooblastila, ki so lahko usodna za ljudi, ni imel pa niti empatije do lastnega naroda, koliko ga bo imel sploh do mene. Jaz smo verjetno zadnja tipka na klaviaturi, pa še to ne izven, ne? Je odmisli. Še več, kako lahko države zdaj podpisujejo, ne? Da bodo takšne organizacije in takšnemu tipu nas predali v odločanje. Tisti, ki bodo to podpisali, so veleizdajalci in jih bomo pomnili. Tudi, če bo tajno glasovanje, tisti poslanci, ki bodo na to pristali, bodo tudi podpisani, čeprav bodo proti glasovali, kot veleizdajalci slovenskega naroda. In to drugače ne bo, ker ne bo jim uspela manipulacija. Na tabli pred skupščino pa bodo nekoč zapisani ti in ti poslanci z imenom in priimkom, uklesani v kamen, za zgodovinski spomin, da se takšne veleizdaje ne počnejo. To je veleizdaja naroda, to je predaja suverenosti nekega naroda v roke tistim, ki jim ni moč zaupati. Če samo Tedrosa pogledamo, prosim vas lepo, vemo, da takšni organizaciji, ki ima takšnega šefa, ni moč zaupati. Ja, to ne gre drugače. Kdorkoli se bo drznil podpisati, je podpisan s tem podpisom kot veleizdajalec slovenskega naroda. Zdaj še lahko izstopa kot nekdo, ki je varen, ki ima imuniteto. Veste, zgodovina ne pozablja in tudi ne odpušča. So že podpisali. A so že podpisali? Ne to, ampak suverenost oziroma vrhovna oblast Svetovne zdravstvene organizacije. A so že podpisali? Ja, ne vem. Govori se, da je že vse zmenjeno. Ne? Ja, naj bi bilo zmenjeno, zato se tudi ne sme ta tema odpirati javno, ne? Tu je... Ima še kdo drug kakšno vprašanje, pripombe? Izvolite, gospod. Jaz gledam na vse te stvari kot, da je to samo posledica, rečemo, enega svetovnega izobraževalnega sistema. Ker folk, če pogledamo, je izobraževan po enem sistemu, ki je unificiran. Torej, enkrat sem rekel, da učitelji iščejo neznanje, ne iščejo znanja in ocenjujejo neznanje. Zaradi tega so tisti štreberji oziroma, ki so pridni in se učijo po nekem programu oziroma se programirajo in tudi način mišljenja je programiran. Tako da jaz se ne čudim temu, da je en tak kriminalc, vojni zločinec, ki je na mestu WHO oziroma te Svetovne zdravstvene organizacije, pač tam, kjer je in da ima podporo. Ker ima podporo od programiranih ljudi, podprtih tudi z finančnimi sredstvi. Ko smo zdaj še tiste stvari odzadaj. Ampak mene žalosti ta stvar, da v bistvu živimo v neki pravljici Andersenovi in Cesarjevih novih oblačilih. Tisti majhen otrok, ko je tulil in govoril vse enak, je bil v bistvu kaznovan zaradi tega, ker je govoril nekaj po resnici.
In mi tukaj, ko smo, enostavno vidimo, da so nagi, po domač povedan, ampak če mi lahko, gospod Pater, poveste, kako naj se borimo proti temu, oziroma kako naj zbudimo tiste, ki spijo? Ja, kreirati moraš novost in videti v tistem človeku spečega človeka. Glejte, na koncu koncev tudi tisti, ki vas srečujejo, pa mene srečujejo, vejo, kaj sem jaz. Ne? In jih moja nagovarja, moja osebna resničnost nagovarja njihovo. In se moja osebna resničnost srečuje z njihovo. Ali jih bo predramila, ali jih bo še bolj zbegala pa zaprla. To je pa njihova zgodba. Pomembno je, da jaz živim svojo zgodbo radostno. Ne? In da če že govorim, ne dopovedujem resnic, ampak zastavljam vprašanja. Danes je čas zastavljanja vprašanj, ne? Ki dajo misliti. Ne? To je pa atenska šola. Bog ne daj, da bi učitelj vprašal tako, da bi učenec ponovil, ampak je moral vprašati tako, da je učenec ob tem, kar mu je povedal, mislil naprej. Zato je Sokrat bil razglašen kot tistega, ki kvari mladino, ne? Ker jim je dal misliti. Ne? Mi pa smo vedno tukaj v situaciji, da se moramo konfrontirati. Ne. Mi moramo jaz moram tistega spoštovati, ga imeti rad. In če je ga tak moja osebna resničnost nagovarja. Če pa zaznam, da je čas, pa zastavim vprašanje, ki njemu da misliti in ga prebuja. Ne? Mi moramo predvsem zastaviti, ne smejo, ker veste, tisti, ki manipulirajo, nas hočejo dati v konfrontacijo. To je oslarija. Ne? Danes je čas pravih vprašanj, ki prebujajo zavest, ki nam dajo misliti naprej. Ker imam jaz vas rad, pa mi je čisto vseeno, kaj, ampak vas imam rad, ker se zame priložnost. Ne? In tudi, ko vam zastavim vprašanje, ni to potaknjeno, zdaj bo pa, tega pa jaz znal, ampak je vprašanje ljubeče, ker vem, da sva notranje povezana in da dejansko lahko sam skupaj rasteva. Zato bom zastavil pravo vprašanje, ne? Ki bo dejansko v znamenju prebujanja. Ampak to bi nas morali vaditi. Vaditi bi nas morali. Ne? To ni v programu. Ne, to je nevarno, če bi bilo v programu, ker to ni zaželeno. Zaželena je konfrontacija. Ne? Ampak spreminjanje izobraževalnega sistema, vse to traja. Ne? To so obdobja, ki so potrebna za takšne spremembe. Kako v dani situaciji, ko smo očitno razdeljeni, polarizirani na tisoče strani, včasih smo bili, ne vem, levi, desni, bolj katoliški, bolj ateistični, danes je milijon teh polarizacij in vsi proti vsem. Kako v tej akutni situaciji, v situaciji vojne, dejansko nek miren tok zagnati? Mislim, da bi morali ustanavljati neke krožke, kjer bi se dobivali in prebujali, tako kot so bile babe, so imele, tako bi se morali začeti prebujati alternativo. To bi bilo, to tvoje vprašanje je bistveno, ne? In bi ga mogli skupaj domisliti. Ne? To bi morali strniti misel. Zdaj imamo prostor, čas. Ja. Izvolite, gospod. Ja, jaz sem tudi zelo vesela tega vašega naslova, jaz se te vojne ne grem, ker jaz tudi v teh zadnjih 2 letih zelo trpim in se mi zdi, da je to ključno vprašati se, kje so korenine vojne, zaradi tega, ker smo jim priča čisto na vsakem koraku, na obeh poljih, a ne, in vsi ti, kako bom rekla, ali samooklicani, prebujeni, ne vem, svetlobi, ne vem kaj, pa spet tok ene vojne, ne, vnašajo, se mi zdi, da so to, mislim, čisto na vsakem koraku je prisotna vojna z besedami na katerem koli polu. In se mi zdi to, korenine vojne se začnejo res čisto v vsakem trenutku, vsak dan. In o tem govoriti... Predvsem pa, recimo, to, kar v tej knjigi 95 ne, v teh en dan za doživljajsko pedagogiko, da bi si tudi mogoče bo to sanje povabile. Ja, prosim. Vprašanje. Bi rad videl, kakšno je vaše mnenje o Waldorfski in pa Montessori
tem konceptu? Ne poznam tako globoko, ampak vsaka vzporednica, ki raste z obstoječim uradnim konceptom, je dobrodošla. Ker dejansko tudi v zdravstvu vzporedne so dobrodošle. Ne gre tu zdaj, da ne bi kakšni šarlatani, ne, ampak to je vse dobrodošlo. Ne, Mal poznam, bil sem Nova cerkev pri Vojniku, tam imajo znanci, niti to ne vem, po Valdorski ali Montessori, ampak vem, da imajo zelo z tem občutkom do posameznika, ne poznam pa tako, da bi, ampak karkoli je vzporedno, ne? Ker en od načinov manipulacije je tudi, da nas vržejo kaos. Kaos ne sme biti. Mi moramo, zato imate knjige, ki budijo zavest, tu jih imate polno, ne, ki budijo zavest, da raste vzporedno zavest. Ne. Zato nas tudi usmerjajo, gled, to je grozno, tu strah, ne, pa mislim, gledamo to, kar je grozno, pa kar je strašno, pa ki nas manipulira. Mi moramo na kratko to uvideti, ampak potem pa takoj kreirati novost. Ker nas oni hoče zalepiti, kako je grozno in strašno in kako smo mi jeznili na one in kako bomo zdaj one polarizacijo, kot ste vi rekli. Ne, to je finta njihova. Ne. Mi moramo sam seznanjeni biti, razbrati koncept ozadja, kje se je ta manipulacija začela, da se osvobodimo iz teh oprijemov manipulacije. Najboljše, če to ironiziramo, ker je res bedasto, ne. In potem kreirati alternativo. Ne. Zato so tiste šole, ko ste vi rekli, ne, so znamenje alternative. Gremo se drugače. Ne. Mi je ostalo, Steiner je bil ta, ki je rekel, duhovni voditelj, oziroma ustanovitelj, in meni je ostala en termin zelo zanimiv, mi je dal za misel. On je rekel intuitivna etika. Ja. Jaz mislim, da je zelo zanimiv termin. Zelo dober, ja. Si ga da po mojem široko. Ta link, ki ga imaš, ne, pa lahko rečeš kakorkoli že, oziroma nekdo bi rekel vest, ne, sem tudi vest, lahko nam... Čeprav ta link je lahko tudi ne tako čist, kot si sami mislimo, in so lahko nevarne, intuitivne zadeve. Ja, zelo. Joj. To je lahko takšen blues, da se te Bog usmili, ne. Zato, ne, tukaj, ko imate, kakor na nebu, tako na zemlji, duhovnost, ki ni prizemljena, je blues. Zato so imeli naši, kakor na nebu, tako na zemlji. Ne? Duhovno, ampak zelo prizemljeno. Ne? Vmes je pa človek. Zdite, Karli, ste rekli, da bi sanje lahko nekaj v zvezi z doživljansko pedagogiko. Ja, nekaj pogruntali tisto, kar bi bilo treba strniti misli, kako, ne? Na kak način dejansko ponuditi v prostor, da bomo začeli, ko sem to rekel, sem videl najprej ožji krog, zelo domisliti, potem pa širiti te kroge, povezovanja, prebujanja, ampak narediti koncept, ker v teh srečevanjih je lahko takoj zelo past. Ne? Mi smo pa in smo proti. Ne, tukaj je treba res domisliti, ne? Zelo ne biti, ne? Zdaj pa mi bomo, že tisto, ko rečem, jaz pa bom, Karel, drži se nazaj, mi bomo. Ne? Zato vsak bo plosko prebujal, ne? Ker ti si prav tako odločujoč, ti si prav tako, ne? Ni bolj ali manj, ampak smo mi vsi in se na ta način izognemo eni od manipulacij, ker teh, veste, da manipulacija vpliva, to je dolgo načrtovana. Recimo, prej sem omenil, zakaj se ukvarjam z šolstvom, ki se je bilo pač v času Avstro-Ogrske, ne, zakaj, ali res so bili taki ali res sam manjkali jim uradnikov, ali to ni mogli biti, ne, ali je bilo, so bili taki dobrosrčneži, ali pa so ugotovili, da je treba zamrzniti zdravo kmečko logiko. Zdaj pa jo je treba odmrzniti. Ampak včasih je morda treba biti tudi proti. Spomnim se leta 2001, vojne v Afganistanu, ko sem bral Tiziana Terzanija pisma proti vojni, je delovalo blagodejno, ne? Je bila neka drugačna misel. Danes teh drugačnih misli, razen tebe, še nekaj posameznikov ni. Mainstream
je enosmeren, en tok. Je treba biti proti. Zelo, zelo reguliran. Ne? Ne To bom pomeni, komentiral. ja. To pomeni zelo, da gre vse v... Ampak misel pa je prebujajoča, ne? Ampak reguliran, praviš, ti si tudi doživljal cenzuro, ne, v zadnjem času. Ja, tudi, ja. Pa kaj, vse to je dober pokazatelj. Najhujše je, ko ti vsi ploskajo. Takrat veš, da je nekaj narobe. Ja, ne. Ko ti vsi ploskajo, je gotovo nekaj. Zadnjič smo se z Janezom Cererjem pogovarjali, ali je že čas, da začnemo razmišljati o rušilnih čolnih, glede na to, da smo na Titaniku, ali se da ladjo še popraviti. To pa je en tak pogled, da se bo civilizacija po posameznikih od znotraj prerojevala. Ampak recimo, tukaj na tej strani tega jopiča so posamezni vzorci. Znotraj je vse prepleteno, je povezano. Tu smo posamezniki, ampak od znotraj nekaj bo prebudilo to. In ker srečujem vedno več prebojenih ljudi, še ljudje, ki so mi pravili, da pred 20 leti so bili čist nerazmišljujoči oziroma so dovolili, da drugi mislijo na njih, se me odpira misel. Se najde užitek v razmišljanju. Tako da sem jaz sem optimist, ne? Sem, ampak to bo prišlo nekako od znotraj. Ker smo vsi povezani po posameznikih, po posameznih vzorčkih navzven. Ampak dogaja se pa nekje globoko navznoter neka, sam pravim, da zavest, pisano z veliko, budi drami zavest. Ampak to ne povem, da je masovno, ampak je prebujevajoče. 3 na 1000 prebivalcev lahko prebudijo kvantni premik zavesti, tako pravijo. Ne vem, kako so to sicer izračunali, ampak mi je fajn, da to slišim. Dobra misel. Dobra misel. Ja. Ni to povezan s tisto eno zadnjih prerok v Delfi. Človek spoznaje samega sebe. Ja. Ker mi vendar iz svoje notranjosti smo ustvarjali vse to, kar imamo. Ja. To se pravi, da ne bo enega čudeža od zunaj zdaj pričakovati sploh. Tako. Ampak če se ta preroditev ne bo noter zgodila, tem ne bo ničesar. Ja. V tem je pa pravzaprav tudi v krščanstvu, ne, ta simbolika preroditve Kristusove ponovnega rojstva pravzaprav tudi doma. Ne. Ja, tako je metamorfoza. Mi, se pravi, živimo kdaj zdaj, v katerem času, recimo, če bi rekel Kristusov čas. Torej, meni so znanci, ki niso religiozni, pravijo, da sedanjega časa brez poznavanja zadnje knjige Svetega pisma Apokalipse ne moremo razumeti. Ampak ne pozabiti, je čas preizkušnje, ampak konča se Apokalipsa optimistično. Knjiga razodetja. In tudi jaz verjamem, ja, ker dejansko ampak zdaj lahko vneseš ta čas, so ga vnesli v čas Napoleona, so ga vnesli v čas Hitlerja, so ga vnesli v čas, mi ga lahko vnesemo v ta čas, ampak ima pa vedno, ne, na koncu manipulacija ni uspela. Ne, in je tudi naš čas v znamenju zaradi tega upanja. Ker oni bi hteli širiti pesimizem, ne bo vam uspelo. Ne. Strah, ja, strah. Ja. Ja, strah sigurno, ne, strah, ampak je ena taka, lahko narediš, če v bistvu ni spoznanja. Ne. Ja. To v bistvu se koncept tisti, ki manipulirajo, je strašiti in osamiti. Ne. Ker kakor smo mi skupaj, smo dejansko se dogaja pretok srčnosti, krepitve, ne, moči, ko nas osamijo, to ni dobro. Zato pa so recimo v času COVID zapor, ne, moja soseda dela v eni veliki štacuni, so pred veliko nočjo delale vse blagajne na polno, cerkve so mogli biti pa zaprte. Ne. In mi smo mogli biti dejansko čim bolj narazen, razen v trgovinah. Ne, pa tudi tam so bile neke... Jaz se spomnim, da nisem mogel rokavic kupiti, bil pa je mraz. Res? Ja. Niso prodali oblačil. Zanimivo. Ja.
Če še kakšno vprašanje? Jaz bi še nekaj vprašala. Vnašanje vprašanj v čas in prostor. Ali smo dolžni vnašati vprašanja tudi do tistih, ki nosijo funkcije odgovornosti? Ali smo jih dolžni spraševati zato, da dobimo odgovore? Ta čas pandemije, tako imenovanje, mislim, da ni končan, ampak ali smo dolžni te ljudi še vedno spraševati, terjati odgovore? Bi jaz predlagal, da na to vprašanje odgovori tvoj brat, moj prijatelj Janez Cerar. Ja, pa pridi sem, Janez. Ne, prosim, da veš kaj, ker snema. Karel, kar sedi, bom jaz dal prostor. Svoj, pridi. Je zato, ker si nekaj naredil že. Zdaj imamo priložnost videti skupaj dva velika misleca, ne, in borce. Predvsem Janez je. Ja, dolžni so odgovarjati. Ima. Dolžni, čeprav je to sila zapleten postopek, ker se bodo zvijali ven, upravičevali. Jaz bi šel bolj na praktično področje. Goraz prej sem omenil Titanik. Na začetku pobude Dovolj je za zaščito žrtev spolnih zlorab v katoliški cerkvi nam je neki strokovnjak za cerkveno pravo meni in sodelavkam in sodelavcem rekel, da smo naivni in da smo podobni ljudem na gumenjaku, ki se hočejo spopast z letalonosilko. Meni je v tistem trenutku prišla na misel ena zelo simpatična podoba. Sem rekel, v redu, gumenjak, ampak na tem gumenjaku imamo nekaj dobrih bormašinc, veliko rezerv baterij. En gospod me je naučil, domačin, ko sem bil še v Poljanski dolini, da ni treba kupovati posebnih svedrov za inoks, za rosfrej, da to lahko narediš z navadnim svedrom, ki ga pomočiš v kurjo mast. In res deluje. Sem rekel, imamo kurjo mast, imamo svedre in lukenco za lukenco. Oni gor se nam smejijo, to je podoba sistema, kjerkoli, v cerkvi, pa drugje. In nekega dne bo poveljniški most na isti ravni kot naš gumenjak. In oni nam bodo osli kazali in bomo pa rekli, lepo se imejte, pa bomo šli nazaj z gumenjakom in sistem se bo potopil. Imam zelo rad Jezusa, verujem v njega kot živega Boga in vem, da ta borba ni izgubljena, ker vem, da je on resnica. Zato sem hvaležen, Karel, tebi in mnogim čudovitim ljudem na tem svetu, ki so mi veliko spodbudo in grem naprej. Všeč so mi svobodni ljudje, razmišljujoči, všeč že od otroštva naprej tisti, ki izzivajo in jih najdem. Tako sem kot študent našel Tarase in mnoge druge ljudi. In da ne bom dele vzel mesta Karlu, bi rad sklenil z eno mislijo, ki je današnja. Pri jutranji maši sem zbranim vernikom, ki jih je bilo občutno več kot druge dneve, ker je praznični dan, povedal, da sem hvaležen, da je danes dan kulture, da nas celo pri evangelskem odlomku današnjega dne Jezus nagovarja k kulturi srca,
opozarja, da človeka ne omadežuje to, kar pride od zunaj, ker je to v greznico, ampak tisto, kar prihaja od znotraj, iz srca. In rekel še, da sem hvaležen za Svetlano Makarovič, ki jo jemljem kot osebo, ki nas malo prebuja in od ozadaj špika šivanko. In ja, je bil odziv zelo buren, ena gospa je bila zelo prizadeta, ker je rekla, da ne me bo sram, da blatim cerkev. Mene je pa najbolj prizadelo, da ta ista gospa, ki je bila pri maši, rekla, veste, to sploh ni ženska, to je hudič. Tukaj se želim potruditi, no, da bi kot kristjan bil verodostojen, pa tudi ljudem, s katerim živim, skušal to na prepričljivo dokazati, da Jezus posvečuje človekovo dostojanstvo. In samo še na misel o mojem velikem prijatelju, mislim, da sem edini Slovenec, ki sem tako blizu papežu Frančišku. Hvaležen Frančišku, da nas uči prepoznati v vsakem človeku najprej človeka. To je pa tisto, kar ste že izpostavili v pogovoru. Veselice. Veselice skupnih točk, razlik, drugačnosti, v zavesti, da smo človeštvo in da smo ne prisiljeni, ampak da bivamo skupaj. Da se pogovarjamo o vrednotah, da živimo v resničnosti in da se spoštujemo. Hvala. Mislim, da je fin zaključek, zelo dobra misel, da pa je prav, da nadaljujemo z dobrimi mislimi še naprej, zato predlagam Roku, da naredimo še kakšne sanje, sanjarije ob čaju. Gospod, ima še vprašanje? Kakšna je pa razlika za vas med dobrim pa med slabim? A imate kaj povezave z vero? Mislim, nekaj, kolikor sem jaz tole napol nekaj poslušal, ampak sem nekaj malo poslušal. Kaj je za vas razlika, kakšen si do osebe in kako to dobivaš nazaj, pa kakšna si kot oseba in kako te nekdo drug lahko razume zaradi tega? Se pravi, zame je, naprimer, ko Bog, nisem neki ful, da verjemem v te zgodbe pa to, ampak je pa tako, če si dober do nekoga, ampak kaj se to vrača, vse je zvabo in če si pa ti ful negativen, to ful do tebe prihaja nazaj tega. Če bi jaz sem prišel, pa bil cel neki jezen, rečemo temu tako, bi me vseh drugač dojemal, kakor pa, če sem po mojem tak spoštljiv, pripravljen dejansko za pogovor in vse. To je za mene ena taka razlika v pogovoru. Odlično. Tako pa jaz dojemam vero. Se si v vprašanju povedal vse žlahto in dobro. Hvala. Ja. Ja. Hvala. Ja. Hvala vsem gostom. Jaz predlagam, da si zaslužite en aplavz. Vsak sebi. Tudi tisti, ki ste nas spremljali, takle, zaploskajte si, ker budite sebi zavest in hvala vam, ker to počnete. Hvala Gorazdu Rečniku, ker se je res tudi v najboljših pogovorov s Padrom Karlom, kar sem jih slišal. Hvala Nadi Vodušek, naše RTV Sanje, ki je tako krasno nam Prešerna navdahnila, zdaj pa kaj ne povem, če nas hočete podpreti in tisti, ki nas spremljate na internetu, tukaj kupite knjigo. Danes mislim, da je poezija tretjino ceneje, pa tudi tvoje knjige. Če bo kjer hotimo, tudi podpišem, bom tule sedel. Tako da, tisti, ki pa želite tudi v bodoče, biti obveščeni glede teh dogodkov, naročite se na Novice Sanje in
žal je knjigarna premejhna, danes smo mogli veliko gostov zavrniti, ker ni bilo dovolj prostora v knjigarni, ampak bomo nadaljevali z Gorazdom in vso vašo in našo duhovno podporo naprej. Jaz imam eno vprašanje, kar li mene zelo muči. Lahko vprašam? Lahko. Izkoriščam privilegij v Perem. V Stanimo služnico zakleti večkrat omenjaš pravilo 5. Preden nekoga okregaš, naštej 5 dobrih lastnosti. Jaz se recimo zelo trudim, ampak iskreno, gospod Klaus Schwab, ki je eden teh, ki so na čelu transhumanizma, da bi našel 2, 3 dobre lastnosti in imam resno težavo. A mi lahko pomagaš? Jaz v takem primeru poiščem otroka v tem človeku in vem, da so tega otroka globoko zapacali in da mora biti ta gospod v sebi v takšni dušni situaciji, da jaz niti na kilometer ne bi bil rad v tem in se mi v bistvu smili. To pa ne pomeni, da jasno in glasno ne označim dejanj, ki so dejansko zločin, ne, in manipulacij ozavestim. Ta gospod počenja zločinske zadeve, dela strašne svinarije, ampak otrok v njem je pa zapuščen, on je odtujen in jaz gledam otroka v njemu in zdaj to, ko bi rekla Vesna, če bi prišel k njemu in ga objel in ob njem videl otroka, bi ta človek navzven znorel, znotraj pa bi dejansko se premagovalo njegovo zlo. Tako razmišljam. Ja, povej. Mogoče je kakšen znak povezan tudi s šizofrenijo. Resno, šizofrenija je ponavadi tak na otroka, pa to vse, to so ljudje, ki so mogoče res neki prizadeti, po mojem mnenju. Ja, ne vem, tudi v določenem odstotku lahko verjetno, ja. Najlepša hvala, Karel, najlepša hvala vsem. Mislim, da je še zunaj čaj, lahko še popijemo, kaj poklepetamo. Hvala Gorest, hvala Janez, hvala vsakemu izmed vas, da ste v zgodbi in da smo notranje kot tale pulover povezani.